V ekološki trgovini Kalček v Ljubljani pa smo tokrat izvedeli, kaj je celiakija in kaj intoleranca na hrano. Jelena, kaj je celiakija in kaj intoleranca na gluten? Celiakija je v bistvu kronična avtoimuna bolezen. Tukaj imunski sistem se tako odzove, da začne tudi napadati lastne celice. Tukaj se uničujejo tisti vili, resice, ki so ključni za absorpcijo hranilnih snovi. In ponavadi govorimo o dedni bolezni, ki se razvije zaradi tega, ker imamo nekatere trigere, ali je to stres, ali so to kakšne druge bolezni, ali so vnetja v telesu, infekcije, virusi, operacije, jemanje določenih zdravil in tako dalje. To lahko povzroči nastanek tega. Ni to samo bolezen, ki jo nekako povezujemo z otroki, ampak je tudi bolezen pri odraslih, ker je veliko tudi stresa, nepravilne prehrane, kar pripelje do tega stanja. In do tega propadanja pride ravno iz tega razloga, ker ne moremo, ker se telo slabo odziva na gluten, glutenska živila, in tukaj predvsem govorimo pšenica, ječmen, rž, tudi tale oves, za nekatere je tudi problematičen, kamut, pira, tudi kot starodavne pšenice, enozrnice so tudi za marsikoga problem. Ampak ni isto, marsikdo misli, da ima celiakijo, pa je dejansko nima, ima občutljivost na gluten, ki se je razvila ravno iz tega razloga, ker mogoče so zaužili preveč glutena, preveč obremenijo sam prebavni sistem in tudi samo črevesje. Mogoče tisti ljudje imajo še druge bolezni, ker to nekako gre eno z drugim skupaj. Simptomi pa so dosti podobni. In kakšno prehrano morajo uživati ljudje, ki se s temi težavami soočajo? Ja, v bistvu dejansko hrano, ki ne vsebuje glutena, tisti, ki imajo celiakijo, ker je izjemno resna bolezen v bistvu in morajo res paziti, ker tukaj so res majhne količine glutena, če sama kontaminacija nekaterega žita, ki je brezglutensko, nastane mogoče v kakšni tovarni, takrat so že reakcije in hude in morajo paziti, da poiščejo recimo izdelke, ki vsebujejo ta oziroma narisan tak en znakec pšenica, ki je prečrtana, in to je nekako garancija, da to živilo ni kontaminirano z glutenskimi žiti. Predvsem govorimo tukaj o brezglutenskih žitih, kot so tale ajda, kvinoja, amarant, proso, riž, koruza in tudi izdelki iz teh različnih žit. Ali so to kakšne testenine, ali je to kakšna moka, in to je danes, zdaj tudi v trgovini Kalček je ogromna izbire. Jaz mislim, vsi tisti, ki imajo te težave, bojo izbrali nekaj zase. Sicer pa, če nimamo same celiakije, potem lahko samo izberemo živila, ki so brez glutena, ni nujno, da imajo to oznako. V vsakem primeru pa je treba paziti še na nekatere druge stvari, ker da se ukrepa tudi na več različnih nivojih. Kakšni pa so naravni pristopi? Ja, v glavnem, ko govorimo o teh težavah z občutljivostjo na gluten, to vemo, da je tudi ta imunska reakcija, da pride do kakšnih poškodb, tudi če so nepredelane tiste molekule peptidne verige, recimo glutena, ki se nalimajo na samo črevesje, lahko povzročijo nastanek prepustnega črevesja in tako dalje. To pa se da popraviti. Recimo, zelo je dobro, če imamo dobro probiotično kuro, tudi prebiotično kuro, kar pomeni, to so tiste vlaknine, mora biti prava mikrobiota, kar pomeni različne variante inulina, arabinogalaktan, tudi beta-glukan, take vlaknine. To tudi dobimo iz same hrane, lahko tudi kot prehransko dopolnilo. Zelo pomaga aloe vera, zaradi tega, ker obnavlja same sluznice, L-glutamin recimo. Tudi pomagajo tiste protivnetne ali začimbe ali kot taki koncentrati, ingver, kurkuma, vse, kar bo ublažilo sama ta vnetja, ki se pojavljajo v črevesju, in res je poanta, da vzpostavimo dobro mikrobioto in da nahranimo prave bakterije in da obnovimo samo sluznico. Vsekakor se je treba izogibati predelani hrani, procesirani na kakršenkoli način, sladkorju, stimulativnim pijačam, vse, kar bo na nek način negativno vplivalo tudi na celoten ta prebavni sistem. Mleko, mlečni izdelki so tudi zelo problematični, zaradi tega, ker nekako grejo eno z drugim. Če imamo težave z glutenom, nekako bomo tudi imeli težave z mlekom in mlečnimi izdelki, tako da to je recimo skupina živil, ki jih je definitivno treba izločiti. Vsak posameznik pa je zgodba zase, tako da če nekdo rabi pomoč, potem naj poišče pri strokovnjakih.